Dober dan. Danes je lep spomladanski dan in danes bom jaz skuhala za kosilo piščančjo obaro. In sicer za piščančjo obaro potrebujemo olje, čebulo, jušno zelenjavo narezano na kocke, piščančje meso, nekaj imam belega mesa, nekaj imam temnega mesa od piščančjih bedrc. Potem potrebujemo začimbe in sicer lovorjev list, majaron domači, potem pehtran sveži, limonin majaron oziroma šatraj, lovorjev list, malo bom dodala paradižnika, sol in pa poper. Vse skupaj bom kuhala, nato bom pa v jed na koncu zakuhala še vodne žličnike in sicer iz pirine polnozrnate moke, sestavljene iz pirine moke, jajce in pa mleka. Takoj začnem in sicer dam malo olja, pazimo, da ne damo preveč, da ne bo premastno, in dodam drobno sekljano čebulico. Obaro lahko tudi kuhate in sicer tako, da v vodo ali osnovo date kuhati koščke mesa, jušno zelenjavo in pa potem lahko zgostite z ovsenimi kosmiči, z drobom, polnozrnatim zdrobom ali pirinim zdrobom, lahko tudi z rižem, testenine, lahko pa tudi bešamel ali pa prežganje. Čebulico bom čisto malo prepražila. Dodam jušno zelenjavo, med katero imam rumeno korenje, rdeče korenje, potem peteršiljeve korenine spodaj in pa gomolj zelene. Zelenjavo lahko narežete tudi na kolobarje, jaz jo imam danes na kocke. Rahlo popražim. Res imam čisto minimalno maščobe, zato da jed ne bo mastna. Maščobo vsebuje še meso in pa tukaj fond oziroma osnova, ki sem jo skuhala tudi iz jušne zelenjave in pa kosti od piščančjevih stegen. Tako, zelenjava se je rahlo prepražila. Zdaj bom dodala takoj piščančje meso. Jaz želim danes, da moja obara ne bo prekuhana, da ne bo meso razpadalo, zato bom zelo hitro dodala tudi meso. Sestavine dobro premešam. Pokrijem. Pustim malce podušiti, nato bom pa nadaljevala. Tako, meso se je zdajle prepražilo, dejansko je tudi spustilo malce soka in seveda zdaj dodam začimbe in sicer sol, malo popram, dodam lovorjev list oziroma naredila bom malce drugače, ker enostavno dodajamo tudi drobne začimbe, kot so recimo majaron, pa tale šatraj in pa rožmarin in to, bom jaz tele začimbe zavila v eno tako vrečko. Rečemo ji tudi zeliščni šopek. To naredim zato, da potem na vrhu juhe tole ne plava. Takole. Zdaj zavežem v tako culico. Dajte, povežem za vrvico. Vzamemo pač takšno tkanino, ki
propušča, to je ponavadi ta gaza. Ne. In seveda zdaj bom tole jaz vložila tukaj noter in bom privezala na ročko lonca. Začimbe bojo dale juhi aromo, jaz bom pa to juhico tudi zalila z fondom ali osnovo, ki sem jo prej skuhala iz zelenjave in pa piščančjih kosti. Ta jed bo danes hitro kuhana, zaradi tega, ker imamo same sestavine, ki so hitro kuhane. Zato je obara lahko gotovo v slabi uri. Dodam še tale paradižnik zaradi barve. In to je zdaj vse. Jed pokrijem, zmanjšam ogenj. Tako. Sedaj bom pa pripravila vodne žličnike, katere bom zakuhala v obaro. Jaz danes obare ne bom zgostila z nobeno moko, ampak bom gostila s temle žličniki. Sicer pa žličniki tudi pustijo malce te škrobnate zadeve, zato je potem jed dovolj gosta. Kot vidite, imam pirino moko, dodam jajce. Malce solim. Razmešam. In dodam malce mleka. Ta masa naj bo kar gosta. In sicer tudi ne preveč, ne. Mešamo jo nedolgo, zaradi tega, da ne povzročimo vlečljivosti testa. Žličnike vodne lahko naredimo tudi iz bele moke, ampak jaz sem vzela za zdravje pirino moko danes. Lahko je tudi pol bela moka. En del mleka lahko zamenjate tudi s smetano, ampak takrat je jed bolj mastna. Tako, obara se kuha. Poglejte, ta vrečka noter, ne, jo lahko potem tudi kar odstranimo. Tako, obara se bliža koncu kuhanja. Kuhala sem zdajle to nekje 10 minut približno. Zdaj še bom zalila za osnovo. In sedaj bom začela delati žličnike. Vzamem dresirno vrečko. Lahko vzamete pa tudi navadno vrečko, ki jo imate za pakiranje živil v skrinjo. In sicer maso bom nadevala not. Tukaj naredimo luknjo, odrežemo. In sedaj en trik.
vrvico privežem preko lonca. Juha mora vreti in začnemo z kuhavanjem žličnikov. Poglejte. Takole jih zakuhavamo in padajo v juho. Tukaj nimamo umazanega dela. In to nam bo obaro zgostilo do tiste prave mere. Evo. Kako velike hočemo, tako veliko luknjo pač naredimo. Jaz imam danes malo luknjo, zato ker rabim male žličnike. Sedaj bom tudi odstranila tale naša zelišča, imela več prostora. Evo. Poglejte te naše male žličnike, kako so drobni, ne? Takole, moja obara je kuhana. Poglejte, meso, zelenjava in pa seveda žličniki, ki danes niso beli, ampak so malce rjavi, ker so izpirjene polnozrnate moke. Obara je kuhana, sem rekla, dodala še bom tole malenkost te osnove. Takole. Tudi okusna je. Obaro pa na koncu še izboljšamo z malce limoninega soka. In sicer jaz bom dala takle eno žličko približno limoninega soka, pa eno žlico jabolčnega kisa. Takole. In tole je zdaj jed, ki je bogata, ima zelenjavo, meso, ogljikove hidrate in seveda zraven serviramo še kakšen košček kruha ali pa za posladek kakšne palačinke ali pa rižev narastek. Jed še jaz zdaj samo serviram. Takole, današnja oziroma moja obara danes pripravljena čist na preprost način, brez nekega zgoščevanja, ima pa dovolj žličnikov noter kot ogljikovih hidratov, zelenjave in pa piščančjega mesa. Zelo na hitro jo lahko pripravimo, zaradi tega, ker je piščančje meso izredno mehko, tudi jušne zelenjave ne smemo prekuhati. Jaz vam želim ob taki jedi samo še dober tek.